svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: vina nimajo. In Jezus je dejal: kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla. Njegova mati je rekla strežnikom: karkoli vam reče, storite. Tam pa je stalo 6 kamnitih vrčev, pripravljenih za judovsko očiščevanje. Držali so po 2 ali 3 mere. Jezus jim je rekel: napolnite vrče z vodo. In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: zajemite zdaj in nesite starešini. In nesli so mu. Ko je starešina popustil vodo, ki je postalo vino, in ni vedel, odkot je, strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli, je poklical ženina in mu rekel: vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo slabšim, ti pa si dobro vino prihranil do sedaj. Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamen in razodel svoje veličastvo. In njegovi učenci so verovali vanj. To je Kristusov evangelij. Brati in sestre, današnja Antonova nedelja je prva nedelja po prazniku Jezusovega krsta. In takrat, ko je bil Jezus krščen, po tem dogodku, Jezus začne javno poznanjati o Božjem kraljestvu in njegovo javno delovanje se začne po krstu. In zato je tudi prav na mestu, da na začetku javnega delovanja je opisano prvo znamenje, tako evangelist Janez reče o prvem čudežu. In to prvo znamenje je bilo spremenitev vode v vino na svadbi v Kani. In tako je danes prva nedelja po Jezusovem krstu, ko smo poslušali evangeljske odlomek, bi vas pa povabil v eno pozornost. Evangelist zapiše, da je bila na svadbi Jezusova mati. Marija je bila tam. A veste, tudi ostali so bili, 12 učencev. Potem so bili sorodniki, svati, povabljeni. Ampak Marija je bila tam. In to ni samo oznaka, da je nekdo navzoč, ampak nekdo je nekje, ki je pozoren, kako je tam, kjer sem. Ne samo zato, da sem pozoren, kako je meni, tukaj, kjer sem, ampak kako je tudi drugim, tukaj, kjer smo skupaj. Toliko je bilo na svadbi, pa za nobenega ni bilo rečeno, da bi opazil, kakšna stiska prihaja. Marija je bila tam in je opazila, kaj se pripravlja. In ko je opazila to stisko, je šla k Jezusu in je zelo kratko rekla: vina nimajo. Je bilo potrebno kaj daljša razlaga, več besed. Je Jezus razumel te stvari? Odgovor je bil sicer neobičajen, kaj je meni in tebi, žena, moja ura še ni prišla. Ta odgovor tudi jaz ne razumem v polnosti, tak je bil podan,
ampak Marija, ki je bila tam, s pozornostjo do bližnjega, je prišla k Jezusu s prošnjo, in če je to prošnja, potem je to tudi molitev. Zelo kratka molitev, zelo jasna molitev, konkretna molitev, in po tej molitvi je še nekaj Marija opazila. Opazila je, da je potrebno ljudi pripraviti, ker se bo nekaj zgodilo. Kaj se bo zgodilo, ne ve. Tudi mi ne vemo za prihodnost. In Marija je bila tam, da je opazila, potrebno ljudi pripraviti, in je šla s strežnikom in rekla, karkoli vam reče, storite. In kmalu se je zgodilo, Jezus jim reče, napolnite vrče z vodo. Ti vrči so bili dejansko zaloga za umivanje. Ampak ne umivanje zato, ker bi ljudi umazani prišli, ampak zato, ker je bil judovski predpis, postava, zakon, da je potrebno obredno očiščevanje. Predno lahko človek vstopi na tako veliko praznovanje, ko je svadba. Če pa nekaj predpis, nekaj zakon, je to nekaj obveznega, to je potrebno, to moram narediti. In tukaj, v ta predpis, v to Mojzesovo postavo, Jezus povabi, napolnite vrče z vodo. Voda je znamenje življenja. Veste, voda je obvezna stvar. Če vode ni, potem tudi ni preživetja. Vemo, da je prišlo do spremembe, nastalo je vino. Vina pa ni obvezna stvar. Brez vina se da preživeti. Vendar je vino znamenje praznovanja, veselja, polnosti življenja. Ni obvezno. Človek lahko živi tudi v žalosti. Tudi v praznini nekako gre, težko. Tudi če je okrnjeno življenje, pa se nekako živi. Pa si želimo takega življenja. A ni lepše, da je polno veselo, praznično, in to je pa povabilo. In tako v to staro zavezo Jezus prihaja s svojo navzočnostjo in nas vabi. Pridi, ni nujno, te pa povabi. In ko je v Svetem pismu omenjena Marija, ki je bila tam in je opazila stvari in tudi rekla strežnikom, jih je pripravila, karkoli vam reče, storite, tukaj jaz opažam podobnost s svetim Antonom. Sveti Anton je bil tam, v tistem kraju, kjer je bil rojen. Pozoren na stvari in je bil kar pripravljen, tako po Marini pripravi, karkoli bo Bog rekel, to naj stori. In dejansko je slišal besede. Pa ni slišal teh besed, napolni vrče z vodo. To ni bilo v njegovem življenju njegova poklicanost. In pa slišal druge besede, popolnoma drugačne. Pojdi, prodaj, kar imaš, daj ubogim, hodi za menoj. Taka pozornost svetega Antona, da je to slišal, sprejel in naredil. Sveti Anton je bil veren človek. Se pravi, da je že izpolnjeval Božje zapovedi, predpis Mojzesove postave. On je vodo imel, veliko vode, veliko življenja. Potem je pa slišal povabilo. Pojdi, prodaj, kar imaš, daj ubogim, hodi za menoj. Ni bil dolžan tega narediti. To ni bila obveza. Ampak je čutil, to je tisto, kar je moje. In je šel po tej poti. In tako je skozi svoje življenje dobival vino, Božjo bližino, Božjo navzočnost in ta odmik od ljudi v samoto, v tišino,
je bil odmik od ljudi, bližanje k Bogu, zato da bi v tej Božji bližini lahko sveti Anton prinašal Boga ljudem, od katerih se je odmaknil. Odšel je zato, da bi lahko Boga prinašal ljudem, od katerih se je odmaknil. In prinašal je, če rečemo s prispodobo, vino. Če so ljudje imeli vodo, jim je sveti Anton prinašal vino. In tudi za nas je ta evangelij spodbuda, da bi tudi mi prinašali vodo v naše vrče življenja. Naš vrt življenja je moje življenje, vaše življenje. Voda je pa tisto dejanje, kar lahko naredim. Tisto, kar zmorem, kar je v moji moči. Tisto, kar znam, kar mi je omogočeno. In ko človek naliva vodo, to, kar zmore, potem lahko Boga prosi Gospod. Zdaj pa ti pridi svojo roko, da bi to moje prizadevanje, to moje delo, ta moj trud v življenju bil posvečen, da bi to postalo vino. Več, ko bomo vode prinesli, več vina bomo imeli. To se je pokazalo pri prvem življenju. Če bi bili takrat zelo taki umaknjeni v stran, pa bi samo en vrč napolnili z vodo, 5 pa praznih ostalo, bi imeli toliko vina. Tukaj pa je bilo zaradi prizadevnosti ljudi izobilje Božjih darov. Vas vabim, da bi tudi na priprošnjo svetega Antona, našega skupnega zavetnika, se odmikali v tišino molitve, v bližino Boga in prosili potem, ko prinašamo skozi dan, skozi delo, vodo v svoje vrče življenja, prosili Boga, Gospod, spremeni v vino. Hvala ti, ker lahko to narediš, tako kot nam kažejo svetniki tudi svojo pot, držo in so naši priprošniki. Vam želim, da bi bilo veliko vina, praznovanje Božjega v vašem življenju, tudi na priprošnjo svetega Antona. Zato vas povabim, da skupaj izpovemo vino. Vino je enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega isto z očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek, bil je tudi križan za nas, pod koncem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sredi na desnici očetovi in bo spet prišel slaviti svojih žive mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z očeta in sina, ki ga z očetom in sinom volimo in slavimo, ki je govoril po Evropi in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavanje in krst odpuščanje grehov in pričakujem stajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, na praznik Antonove nedelje prosimo svetega Antona, velikega učitelja duhovnega življenja in molitve, in se priporočamo vsemogočnemu Bogu, naj usliši naše osebne in tudi skupne prošnje. Sveti Anton je z molitvijo, premagovanjem in spodbudno besedo mnoge navdušil za življenje po Božjih zapovedih. Naj tudi današnji cerkvi sveti s svojim vzgledom. Prosimo, da
usliši nas. Resnično krščansko življenje se kaže v veliki potrpežljivosti in nesebičnosti. Naj bodo naši javni delavci vsem zgled modrosti, požrtvovanosti in ponižne službe svojemu narodu. Prosimo, da usliši nas. Mnogi se zatekajo v svojih stiskah in skrbeh k svetemu Antonu. Naj po njegovih priprošnji prejmejo pomoč v vseh težavah. Prosimo, da usliši nas. Mnogi naši rojaki se preživljajo s kmečkim delom in z njim tudi drugim oskrbujejo življenjske potrebščine. Naj njihov trud in napore spremlja dobro vreme, dobra letina in zdravje pri živini in družini. Prosimo, da usliši nas. Rodimo se, zrastemo, vzgajamo in živimo v človeški družbi. Naj nas Božja milost razsvetli, da bomo znali drugemu pomagati in bližnje prositi v svojih molitvah. Prosimo, da usliši nas. Bog, stvarnik vseh reči, človeka si ustvari po svoji podobi in mu naročil, naj gospoduje nad živalmi in vsemi drugimi stvarmi. Usliši naše prošnje ob vodu svetega Antona, da ti bomo v resnični duhovni svobodi z vsem srcem služili po Kristusu našem Gospodu. Amen.